prišli, lahko si kar tu posedete, spredaj tisti, ki ste bili vabljeni kot gostje. Tam vidva, pa ti. Zdaj, mnogi se sprašujete, ni čisto jasno, kaj točno je to danes, oziroma zakaj je to danes, ne? Zdaj nisem lepo napisal. Se pravi, anime okrogla miza o animejih in mangah in ljubiteljski dejavnosti na tem področju je organizirana v bistvu zato, ker sem imel priložnost znotraj MKC oziroma kulturnega inkubatorja tega prostora tukaj organizirati cel mesec v zvezi z stripi in animacijo in ker je moje zanimanje iz tega predvsem izhaja iz animejev, sem se tudi dosti posvečal animejem in se mi je zdela fajna priložnost, da lahko povabim tudi sem v Maribor nekaj teh, ki se dejansko ukvarjajo z organiziranjem raznih dogodkov na tem področju vsem Maribor in da imamo mogoče tak kratek skupen pogovor, razgovor o kaj se kaj dogaja pri nas na tem področju. Jaz sem Peter Dubaj, tukaj v inkubatorju organiziramo oziroma gledamo že od leta 2006 projekcije animejev. Tisti, ki še niste bili, ste vabljeni, to so skoraj vsak četrtek od 7. med 7. in 8. uro zvečer. Razen kadar je sredo in kadar ne gledamo anime, ampak kaj druga. Naši gosti danes pa so Blaž Juvan oziroma DJ Juvan. Vodilna sila iz društva Svonime ste, društvo? Ne uradno društvo, recimo tako. Špela Cvajnar, ki je letos organizirala novoletko, oziroma prejšnje leto dejansko zadnjo novoletko, ki je bila in piše, dokončuje seminarsko o cosplayu. Potem imamo Miha Jenko, ki je že dolgo na sceni, ima celo vrsto nikov. In Andreja Šobe, ali Andy, ki ima Čigrip, oziroma je polovica Čigripa. Ta druga polovica sedi tam. In ima preko Mariborsko mailing listo za dogodke. Lepo pozdravljeni. Zdaj mogoče bi prosil vsakega, da pove v par stavkih, kak ste se začeli zanimati za animeje, kje je sedaj vaše zanimanje in s čem ste nekako ukvarjate. Blaž, bi ti začel? Jaz sem Blaž, sem DJ Juvan drugač na internetu, vodam oziroma sem ustanovitelj anime portala in večina njegovih projektov. Ustanovitelj sem tudi CSUBS, skupine za podnastavljanje animejev, pa ustanovitelj sem tudi v bistvu zdaj nove trgovine, spletne trgovine Janshop, ki se tudi tiče anime, mank in japonske stvari. Drugače pa sem tudi glavni urednik Sločan revije, animejsko-manga revije, in kar se tiče tega vse okoli. Zdaj, z anime sem se začel ukvarjati, mislim, da 4 leta nazaj. Mislim, pravzaprav so me najbolj potegnili prvo noter kakšni Pokemoni in Dragon Balli, tipično. Ampak sem potem na internetu, ko sem enkrat internet spoznal pač nekaj folka in sem potegnil še ostale zadeve. Takrat sem tudi začel praktično podnaslavljati.
tako da moje začetek izhaja bolj iz tega podnaslavljanja. Potem se pa nanese, da sem začel bolj zadevo usmerjati skupnost, usmerjati v bolj legalno smer, poleg tega, da mi zraven vodim še skupino podnaslavljanja. V bistvu, kar se tiče, zakaj vodim spletno skupnost in si dajem toliko energijo, to mi zato, ker se mi všeč in rad delim zadeve, ki so cool tudi z ostalimi ljudmi, na kakršenkoli način se da. Pa tudi bi rad nekako ustvaril v Sloveniji, čeprav to bo tako optimistično, da bi bilo nekako malo še industrija okoli tega in da bi se malo več dogajati tudi okoli tega. No. Ker sem fovš Švetlancem in Američanom in Anglišem. In Nemcem, Francozem, Italijanom. No ja. Še Mačarom, Hrvatom. Ampak primarno tistim večjim državam. Tako da to je to, kar je z moje strani. Hotel se še povedati, da vprašanja, komentarji iz publike so med celotno diskusijo dobrodošla. Špela, bi mogoče ti malo povedala? Jaz sicer nimam tako dolge liste dejavnosti, šele prejšnje let so se bolj tako dejavno vrgla v te zadeve, s tem novoletko v to. Sicer pa jaz sem kot otrok zelo rada presedela pred televizijo, ali so bili to dokumentarci, ali so bile pa risanke, ne. In te risanke so mi še do zdaj ostali pač kot lep spomin in večinoma jih je bilo pač teh z Japonske. Tako da celo srednjo šolo sem se vrtela okrog tega, hodila sem na razne novoletke, kakšne druge dejavnosti pa to. Zdaj pred kratkim je pa zelo začel zanimati pač ta cosplay, kot ta fandom okrog animejstva in pač drugih teh popularnih klikov pa to. Tako da ja, pišem seminarsko nalogo, če bi kdo bil zainteresiran sodelovati z mano, ampak ima kakšno zanimivo mnenje glede cosplaya, bi bila zelo vesela, mi vse pomaga. Sicer pa, zakaj novoletko? Zdaj se mi je, da tako Slovenija rabi tak malo večji dogodek. Sicer sem ful za to, da se pač lokalno dela kakšna ta druženja pa to, ampak mogoče en tak večji dogodek, da se zbere pač te fene skupaj enkrat na let, bi bilo fajn in se trudimo zdaj na tem, da bi bilo, kar bo. Plaš? Ne vem, jaz sem se tudi nekako začel ukvarjati potem, ko sem spoznal Dragon Ball in ko sem nekako po nesreči odkril tudi fansube na internetu. Tam je nasplošno spravili te angleške skupnosti in sem nekako potem nazaj prišel v slovenske. Potem, ko sem prišel nazaj v slovenske, sem poskušal sodelovati v večjih teh raznih skupnostih, med njimi so anime serije, pa en čas tudi Anime Slovenija, pa potem zdaj prišlo anime, sem dolgo časa pomagal. Ne vem, nasplošno tudi pri enih projektih sem sodeloval, ko so se dogajali na sceni. V glavnem sem se pa zanimam, oziroma v preteklosti sem se dal za ta fansubbing in sem o tem tudi napisal eno maturitetno nalogo. Poleg tega pa, kaj zdaj, pripravi imam en projekt, ki bi ga rad izvedel, potem mogoče malo več kasneje. Drugače pa, kaj se zanimam, zdaj toliko, da še drugega. Tako malo. Še ti, Andy? Se pa jaz začnem. Ja, no. Vsak, ki je gledal Čebelice Maje, je začel gledati anime takrat, verjetno, ne? Tudi jaz. Čeprav z prav anime sem se bolj ali manj srečala komaj v 4. razredu, ko smo dobili kabel, pa da smo dobili nemško televizijo. V srednji šoli sem potem srečala gospodično, ki za kuliso sedi, ki me je pa peljala v Avstrijo, da smo prišli do prvih mang. Tako je v bistvu nastala ta dolga zgodovina branja mang in med samim tem branjem, seveda sem včasih dobila tudi takako idejo, kako bi bilo fajn to mogoče tako prevesti, pa da bi še kdo drug bral zraven, ne. In pol sem, ko sem prišla na faks in sem spoznala preko anime serije tudi Chibi, sem enkrat tako mimogrede malo omenila
se je tudi njej zdela taka dobra ideja, ne, in tudi o tem je že on dolgo razmišljala. O takem, po dolgih mesecih pogovarjanja potem nastal Čibiri, ker v bistvu poskušava prinesti nekako skene v slovenščini, manj, ki ponavadi lahko najdete tudi pri angliških skupinah. Čeprav mi, da se v zadnji čas mogoče malo potrudila tudi originalne japonske mange, manjka nam japonskih prevajalcev, torej če se mogoče, kjer je bodoče odloči študirati japonščino, bi še rad kaj predpoklajal, ne? Z veseljem navačima. Drugače pa, če nas zanima kaj, ne, imam jaz tu par primerkov na sabo. To je zdaj njegov sicer, ne. Ampak te primerke tu, ne, so recimo novele, to je novela, to so recimo japonske mange, to so pa nemške mange, ki se trenutno napredajo, tako da tekom ali po okrogli mizi se priporočim. Ti si poskušala zbiti tega, kaj je. Točno tako. Dobro, kaj procenta od prodaje? Če bo kdo kaj kupil? No, torej, izvolite. Jaz sem prinesla, da je fizično dokazal, ne, kaj je sploh manjco, ne. To je Dobro, hvala. Novoletke so nekako bile dolga tradicija v Sloveniji kot neko druženje anime folka že, ne vem, kakih skoraj 10 let po mojem. Mislim, da prva je bila 98-ka. 98 že? Ok. Torej še več kot 10 let. Letos je bilo v Medvodah. Špela, ki si bila ena od organizatork. Ja. Kaj, si bila glavna organizatorka? S kolegico sva bile nekako v partnerskem odnosu, sva skupaj delale vse. Vidve sta prvič letos novoletko delale? Prvič, ja. Čist ni sveže, nič pojma, kako se kaj dela, nič, zelo fajn. Mogoče malo povej o tem, kak je potekala priprava, organizacija, kak je vtis imela? Prvo smo, če se je že kdo udeležil, mogoče novolet v Ljubljani tle. Ne, pa, ker veste, so bile dolga leta, so bile v Kiberpipi, ne, ker so nam pripravljeni pač dati prostor, ampak smo rekli, da bomo pač večjo skupnost nabrali skupaj, tudi pač mimo doče obiskovalce not povabili, pa to zato ni bilo stopnine letos, smo rabili večji prostor, ne, in v Medvodah je pač mladinski center bil pripravljen pač na prostor, zato je bil tam, sicer je to izven Ljubljane, ne, je pač bilo treba do tja prideti, ampak se nam je zdel kar v redu prostor, no, ko smo najdeli prostor, smo se začeli menjati za datum, ko smo najdeli datum, so prišla pa na vrsto pisma sponzorjem, ki jih je bilo treba ful poslati, zato pač, da smo dobili predvsem nagrade, Srečlova letos ni bilo, ker pač ni bilo sponzorjev toliko. Potem smo začeli delati turnih dejavnosti, pač kaj se bo počeli, s čim vas bomo zabavali, ne. Iskala se je oprema, dokaj neuspešno v nekaterih primerih, pa pač planirali smo še ostale malenkosti, vem, kaj točno povedati. Bile so tudi dve trgovini letos, mogoče, kak ste se dogovorili z njimi, kak ste kontaktirali? Se je Aljoša kontaktiral in jih je povabil, ker je tudi pač z nama sodeloval. Druga trgovina nas je pa najdla, tako nam je bilo rečeno, po naključju. Eden od njegovih kolegov mu je poslal naš pač prošnjo za sponzorstvo in so nas kontaktirali, če lahko pridejo k nam, ne. Bila je pa iz Nemčije, če se ne motim. Je bila iz Nemčije, ja. Tisto, ko je bil en Črnec pa en Kitajec, ne, če se prav spomnim. Ja, tako sta bila dva, ja. Tako da oni so sami poiskali, kar nam je bilo tako zelo prijetno pa to. Ja.
jaz sem sodeloval pri organizaciji Konfuzije, to je bilo eno večje gipovsko srečanje na Primorskem Sečovja. Nekako po vsakem takem dogodku, po obeh konfuzijah, smo imeli organizatorji nekako ta feeling nikoli več kaj takega organizirati. Tudi video oziroma vi vsi dali to fazo skozi in ste jo preboleli ali ste še vedno v tej fazi? Nismo več v tej fazi, smo v naslednji fazi, ko si rečeš, da ne boš nikoli več uredil istih napak, ampak naslednje let bo definitivno boljš. Smo se izučili, ne? Če izučiš, če ne bo. Ja, bilo je pa na začetku, pač par mesecev potem je bilo pač tako. Ne gre vedno vse pač po načrtih, ne, in... Kaj veš to narobe? Nisi bila tam, ne. Ne, prvič sva delali novoletko, ko je bila malo večja in bile so družene z dve skupine in nekatere stvari se potem niso najbolj ujemale, kar se tiče koga zaprositi za opremo, kaj je manjkala. Eni sponzorji so nas pustili na cedilu, tudi zaradi tega, recimo Guitar Hero ta ni bilo, niso stvari tekle, tako kot bi mogli, smo bila je organizacijska polovija. Po mojem mnenju ne, tako ja, učimo se iz naprak, tako si jaz pravim, I guess. Mislim, da je to bilo vreme, kaj mislim, da je takrat bil eden največjih snežnih metežev med? Ni nam bilo namenjeno. Ja, to je to glavni izgovor, ja. Ni bilo namenjeno. Kako se tam našim govorcem zdela letošnja novoletka, meni je bila v bistvu zelo fajna, zelo dobra. Mislim, jaz tam za... Držimo šesa za prvo, če je bilo super, da tako čisto po prvici povedam. Jaz imam tudi izkušen z organiziranjem novoletk, pač predvsem za skupnost anime serije pa tako. Načeloma smo se mi držali bolj zase, navpraševali smo po teh forumih, ki smo jih poznali, pa tudi osotnine in tako naprej. Ampak jaz sem čisto živel, no. Tudi format mogoče ni bil isti kot našemu, ampak čisto redno. Ja, jaz sem nekako upala, da bi se to novoletko naredilo. Te novoletko so bile precej zaprtega tipa, ne. Pač bilo je določeno število obiskovalcev, ki gre lahko v kibertripu, ampak jaz sem to tako nekako hotela, pač, da ljudje pridejo in da vidijo, nismo toliko čudni in grozni in bedni ljudje, ne, samo zato, ker gledamo animeje. Tako da je par odzivov vem, da je bilo na forumu, potem ne, da je pač mislil, da so eni pisali, da so animeji bedni, ne, in pa je prišel in je videl, da pač to ni toliko grozen. Tisti so mi bili tisti taki odzivi, ki so rekli, da bom šel probati še enkrat. V preteklosti so tukaj ločene novoletke na Anime Slovenija, pa so anime. Praktično so anime ni imel svoje novoletke, ampak je bila bolj organizacijska točka bivšega anime serija in je Miha Laufman se videl. Mi smo samo pač bolj oglaševali na našem forumu, ker smo bili bolj aktivni. Ja, mislim, to je bilo tisti čas, ko je tudi anime serija hotel nekako eno svojo mesto pod soncem, bi rekel, ne, kar se tiče teh novoletnih zabav. In takrat smo se poznali s temi Skiberpipe, predvsem s tem Petrom Čuhalegom, s Kejtijem. On je v glavnem nam dobil prostor in od takrat naprej smo, mislim, da 4 novoletke sami pač neodvisno od Anime Slovenije organizirali. Ne vem, nekako te obiskovalce so se pa, niso se niti toliko mešali, ne, med sabo, ene in druge, ampak mislim, da, ne vem, smo pa ponovili mogoče malo drugačno, veliko, malenkost, čeprav dosti stvari smo pa tudi od njih kopirali, tako tudi res, ne. Pač tudi zaradi tega, ker te novoletke so jim res, mislim, da Anime Slovenija je resnično postavila en format tem novoletkam, tako. En tak res veden, v katerem se da tudi uživati, se pravi DDR ples, pa potem kakšne projekcije, pa nagradni kvizi ali pa kakšne strečbavi, pa te stvari, no. Glavno so oni to upeljali. A kdo ve, kaj se z Anime Slovenija dogaja zdaj? Možda drugač
drugače vprašati. A ima to sploh stik z Anime Slovenije? Jaz sem kontaktiral z Tino, bivšo glavno tam pri Anime Sloveniji in ona je meni rekla, da nima več, da ona več se ne ukvarja toliko s tem in smatram, da pač doben drugi ni prevzel teh njenih poslov oziroma organiziranja karkoli v okviru Anime Slovenije. Razen dovoletko je potem nama Zego potem prepustila. Pa prej bi se popravila, sem se zmotila, letos bi bila 9. novoletka, če se šteje kakšno potem novoletko. Bi bilo, tiste letnice bila napačna. Kaj s to anime serije ste imeli tudi kdaj kaj poletno dogajanje? Zelo težko je bilo dejansko organizirati, da bi vsi prišli pravočasno na kjero srečanje, pa kjer kraj zbrati. To se vem, ampak mislim, tudi okoli novega leta so vsi moje druge plane. Čakaj, se Anime serej, enkrat smo šli, par nas je šlo na morje. Ja. Naslednje leto so šli pa eni drugi, a mene ni bilo, pa so šli spet na morje. Ja, prvo tako ne bolj prijateljskem duhu, a ne tako. To se da vedno, ne, te stvari se da vedno, ampak projekti kot projekti, to je pa nekaj drugega že spet, ne. So bila razen prejšnji let organizirana grafitiranja, kjer se en podhod, enostavno pohoda pobarva na anime skupino. To je bilo v okviru Anime Slovenije. Gremo malo dalje. Anime Slovenija je bila pač v bistvu nekako prvo društvo, prva skupina, ki se je ukvarjala pri nas z anime in presegala neke prijateljske lokalne okvire in je poskušala nekako kaj več organizirati. Kasneje se je pojavilo so anime serije. Kak je bil ta mogoče timeline, kdaj je bil anime serije, kdaj je bila so anime Serija je bil 2005. Sem škoda, ker nimam, sem samo tako za šalo smo naredili en tak graf, v bistvu ne tak mislni vzorc z množicam, kako naj bi izgledale te skupnosti in tako, pač mislim, en tak čuden, res konvoltiran, tak preplet. Ni bilo v bistvu še prej, so bili v bistvu 3 anime serije so v bistvu. Kar serije je bil v bistvu skupnost 3 forumov, za tega so tudi 3 administratorji bili, pa v bistvu še pol je bil ta Anime Trade Center, ki je bila pod skupnost, ker se v bistvu prodajajo stvari, ne. Imamo ga člana, da bi lahko isto tisto. Ja, bomo nekaj pred koncem. Ja, po uradnem delu, recimo. Kako pol Sloanime, kot je Sloanime zrastel? Sloanime je v bistvu nadgradnja projekta iz leta 2003, ko sem imel prvo Pokémon Dragon Ball stran moj page. Gor sem imel razplačne igre, ilegalno seveda. In je zadeva potem, mislim, da par let kasneje, ker sem spet zaštartil, sem postal forum, mislim, da sem bil prvi uporabnik, piše 2005. Sem postal forum, išli moj page. Zadeva je laufala okrog Pokémonov, Dragon Ballov, Yu-Gi-Oh, tisto, kar je bilo aktualno v bistvu bolj v Sloveniji, kar se tiče animev. Na kar sem v bistvu začel z podnaslavljanjem Pokémonov. To je bilo nekaj časa laufal, malo smo se tudi skregali z Anime Slovenija, ki so nas obtožili piratstva, levo desno. In smo potem v bistvu prešaltali zadevo bolj na legalno in pred točno letnice smo pa preimenovali z moj page v Sloanime. To je bilo pa, vse ne vem, da od tega leta. 2008 se mi zdi. 2008. Se mi zdi. No, takrat smo v bistvu res Sloanime nekaj dobil svojo domeno, to skupnost. Ampak še zmeraj smo laufali nekako te podnaslavljanje, na kar sem
ločil zadevo na stran kot SISAP skupina, ki kao nima veze z Slovenimi. Jaz sem kao pure play. Kao. Mogoče ena anekdota, hotel sem povabiti poleg nekoga iz Slovenime, še nekoga iz SISAPS in mi odgovarja on na mail, jaz sem tudi tu glavni. To je dobro delovano, to je dobra klika. Pri SISAPS pa nekak operativni vodja, mislim, glavni dejavnik je tudi translator. Ga imamo tudi v publiki, ta je zdaj od malca. Aha, ok, zdravo. On je v bistvu zdaj malo bolj zaštati zadevo, ker jaz pač nimam časa, smo se gnjali. So pa tudi izven SISAPS se prevaja, ne? Naši Mariborčani prevajajo. Ste kdaj kaj kontaktirali, združili z nič, ne? Samo direkt na internet podnapise. Mariboru, vem, da se je v Mariboru nekaj časa nazaj so se nekateri hoteli v pekarni dobivati. Vedel, kaj je bil kdo od teh tu, ki je poskušal kaj organizirati v Mariboru? Samo informacija sem štel. Na eno projekcijo, kaj je bilo v pekarni, ne? Takrat, ko smo imeli Selemu. Ja. To se spomnim. No, ampak kasneje vem, da se je na Slovenime, da so se nekaj dogovarjali, pa se nisem uspel z njimi kontaktirati. Smisel, če je mogoče kdo piše. Ja, v Mariboru, tako da, če še malo povzamem, imamo projekcije od 2006, tukaj v inkubatorju, eno leto pa pol so bile uradne, potem so se Blitz video je dobil veter o tem, da smo hoteli mi nekaj predvajati, kaj so oni hteli izdati in so potem en zelo jezni mail pisali na MKC in od takrat nimamo več uradnih projekcij, ampak se neuradno tukaj dobivamo. Mislim, da može bolj tak reči uradno, se dobivamo o sredah. Idemo v četrtek. No, pa tudi ta teden smo začeli z sinkronizacijo animejo. Naši glavni igralci se že smejejo. Predtem je že bila skupina Sloda, nekje tudi od leta 2003, ki se je tudi ukvarjala z sinkronizacijo, pa hoče kasneje, kaj lahko nakratko predvajamo. Jaz imam vprašanje. Prosim. Ta zadeva res čez mrtva. Ja, glavni organizator Slodalma je šel v Novo Zelandijo. Glavni organizator pride 17. julija nazaj. Samo da dopustite vsem. No, mogoče pa malo podgalo. A niso bile posebne besede? Ne želim, da se ta zadeva ostavi samo zato, ker jaz grem v Novo Zelandijo. Ja, se kaj dela na tem? Ne, jaz ne. Mislim, mogoče pa kdo drugih dela na tem. Vem, da Rocket bi mogel uskladiti prevode oziroma sinkronizacijo za prvi del 3x3 pa koliko jaz ni še nič naredil v teh 4 letih, kar je rešil v Novo Zelandiji. Nekdo ga mora malo motivirati, ne? Ga malo spomniti, si že. Podaj.
Te pa dajmo še malo Chibi Ripu, malo bolj všitno povedati. Kak sta se vidve našle, kdaj sta začele, kaj sta naredile? Kdaj smo se našle? Našle smo se oziroma uradno se je stran začela. Prejšnja verzija je bila ustvarjena 1. aprila, pred 3 leti. Tako da letos smo imeli 3. obletnico, na katero smo pozabile. Malo tako vozi življenje. Med samimi projekti v bistvu je več različnih smeri, hoteli smo čim več različnih žanrov noter dati, da je nekaj šoneno, kaj je od Juri je tudi, Juri je tudi, Šočo je tudi. Predvsem smo prevajali tiste projekte, ki so nama bile zanimivi. Potem smo iskali japonske prevajalce in smo enega našli, ki je dal pogoj, da bi rad eno japonsko mango direktno prevajal, ker je eno poglavje zunaj. Teh je več, pa je že prevedeno naprej. Ja, samo še ni v slovenščino prevedeno. Zaradi različnih razlogov. Zaradi različnih razlogov, ja, zato v bistvu tisti projekt zdaj trenutno stoji, tako vsi ostali. Te včeraj učila, da moraš bolj pozitivno. Ja, no, če ima kdo kaj časa, pa ko imamo... Ne, vsi, ko imate cajt, noč nobenega, če kar samo. No, vidiš, kak se to dela. No, zato imamo še. Jaz bi te samo to prepomnila, da v bistvu bi se vse tako, kar se tiče Chibi Ripa, da se več dogajal, če bi bilo... Malo več motivacije. Če bi bilo nama čist lahko biti presice, ne, bi domač povedal, ker v bistvu moraš gledati folk, da nekaj si kaj prematne sploh. Še konkretno da pomoč? Ja, vsem. A to same skenirate mange? Manga nekaj mang, ki je nekaj Ja, ona ima dejansko skeniranje prek, potem ona tudi večinoma bila zadolžena za samo editiranje, stavljanje teksta noter. Obedve smo bolj ali manj prevajale in pač lektorirale za drugimi ali pa za mano. No, jaz za samo ne morem, ne. Tako da v bistvu na vseh zelo veliko ljudi se je javilo. Ja, bomo prevajali, bomo lektorirali, bomo pogledali, bomo vstavljali noter, bolj ti daš nekomu en projekt, ampak to se pa zadeva ustaviti. Daš jim rok, 2 tedna imaš čas, ko obedve so delale, vemo, da gre, ne. Samo, če nima tista oseba dejansko dovolj motivacije, da bo v tistih 2 tednih kar naredila, bolj samo pikaš dalje, pa že imaš, pa ti že vedno pika dalje, a že imaš zaradi tega, ker se ti zdi, da je nesmiselno po eni strani, po drugi strani pa da si, ne vem, največji bau za tem, ne? Ja, istočasno še sam zgubiš motivacijo, da sploh kaj narediš. Ja. Mislim, čim več komunikacije, več se zadev naredi, ne? Zdaj, Kamilka sta samo v slovenskem delu, ne? Kot prevajalca imava enega, kaj Kitajc, niste bil en... Ne, pol Japonc, pol Američan. No? Najboljši editor, ki smo ga imeli, je bil Nemec. Ja. Je hitro zadeve naredil, ne? Tako da stavi se tak zadeva nekje. En projekt je bil, ko smo dali enemu, ker je bil zelo za to, da bi prevedel. Sem počakala tisti mesec, da bo kaj iz tega, sem popikala. Je rekel, ja, bo, sem popikala čez par dni spet, se ni več javil, ne. Smo potem tisti projekt dali drugemu, ki je bil to za to, ne, je že imel prevod, ampak je bil tok, po moje je že skoraj tok lent, da tistega ni mogel poslati. Že na začetka je v bistvu tisti projekt, kakor jaz vem, pa še zmeste ni nič naredil. Ja, pa taki posebni je, zaradi tega, ker je pilotno poglavje v Bezerkam. Ja. Tako da take zadeve ravno ne izidejo kot tak dejansko v ameriškem ali pa nemškem svetu, manga svetu, no. Tako da sva tudi take
projekte izbirali, ki bi bile malo bolj posebni, ki se jih nada tako najdne. Jaz lahko povem, kak je, ker sem editor za Lumi Vishers, kak je z druge strani, ne, ker nič ne organiziram, samo editiram, ne, in vsake 2 meseca, če nič ne naredim, oziroma če se nič ne oglasim, to mi je tako zelo prijazen, ne, kak je s tem, ne, in pol imam ful slavo, jaz tem pol se pravim delati. Vse me tudi ni težko, jaz tudi tako čez plot hodam po domače povedam, pa ko si tam reče, da avto takrat narediš, ni problema, takoj naredim. Meni ni problem delati, zato ker mi je veselje to delati, ampak polno ljudi se mi tako jav, ali recimo jaz sprašam, a bi ti bil problem, ti me narediti, ne bi bil problem. Pa mu pa rečem, a lahko tole dejansko narediš, ne, pa se pa zadeva ustav. Zdaj, meni je bolj, če se mene začetku reče, lej se vidim bilo fajn, pa nimam cajt, ali pa vem, da ne bom naredil, tukaj pa če se meni nekaj reče, da pač, ja, mi je zato pol na koncu pa nič ne naredila, ne. Pač, ne vem, ti imaš verjetno veselje to delati, ali pa ti ni dosti cool, da narediš vsake toliko časa nekaj, meni isto, ne. Pač, če moram pa jaz voda... Čutiš to krivdo, drugi pa, tako da je nimajo, no? Ja, pa to, ne. Okay. Da gremo malo na eno drugo ljubiteljsko področje, Špela, mogoče malo o svoji seminarski o cosplayu, če poveš, kaj si raziskovala, kaj te zanima, kaj si ugotovila? Jaz sem cosplay bolj od bližje spoznala na novoletki 2008, ko je spet Replika prišla tja. In so me predstavila, predtem se mi zdel cosplay tako bolj... Se jim niso dosti podobni, pač meni zanima. Eno vprašanje. Ta cosplay si gledala pač nemške, ameriške in podobno, ali pač to, kar so Japonci cosplay? Tako gledala. Ja, to, kar si rekla, da to cosplay, kar si prej videla, da se ti zdel več vredno. Ne, nisem tako pač bolj gledala, sem pač se slika, ki ti pridejo mem, tako da po moje pač razne. Vem, da je ta ideja, da Japonci so boljši cosplayeri, kakor zahodnjaki, ampak ne vem. To v bistvu niti ni res. Mogoče se Japonci, tisti, ki so res pravi ferni, res potrudijo, ne, pa hočejo res tako čisto sliko njihovo uprizoriti, pa tudi imajo možnost, glede na to, da so japonska rasa, ne? Mislim, so prave rase, ako jo prav zgledali kot karakterje, razen tisti, ki mu Samo Japonci imajo tako velikih oči. Pa blond las. Ali je zato imajo glasulje, se roza stiči imajo. Določi to na japonski povesti, ne gosti so za tako. Ja, okej. You can color your hair? Yes. Or wear a wig. Bili so različni komentarji, zakaj so Japonci boljši cosplayeri, ampak pač to je čisto odvisno od individualnega osebnika, I guess. Drugače se bolj Spirit Repliko srečala prvič bolj tako v Mariboru, tako v eni restauraciji tam Listle. In sicer sem na začetku povedala, da rada bi pač njihovo pomoč z dodanim seminarskom, so me tako vzeli kot za člana njihove skupine, ker ne vem, da se kdo spomnil, zakaj pač sem se pridružila. So ful fajn skupina, šli smo še s kolegico z njimi v Nemčijo na konvencijo, sami tudi hodijo, letos so bili že v Münchnu na eni konvenciji, pa prejšnji let so šli na Luka Comics and Games, pa na Animagic, kjer sem bila tudi jaz. Pa na novoletki so bili tudi. V svoji seminarski nalogi sem se pa predvsem osredotočila, po eni strani sem hotela na začetku ful pač ta slovenski cosplay, ne kanopšne. Sem bolj ugotovila, da neke znanstvene literature na to ful ni, oziroma je prav en je napisal neko magistrsko nalogo ali nekaj podobnega na te japonski cosplay, ne, sam se mi ne odgovori, ne vem pa nekjer zadobiti. Tako da sem se odločila o tem dojemanju cosplaya, ne, kaj cosplay sploh je in kaj se cosplaya in pač kateri cosplayi so dobri in to. Tako nekako se mi je zdaj zanimivo. Se še ugotavljam, tako še koplem med podatki, ki so mi bili pridobljeni.
kaj sem ugotovila, to so me tudi na predstavitvi seminarske, oziroma pač moramo imeti predstavitev, predno da damo. Na faktu so spraševali, ne vem, mogoče za živčnost nisem znala še povedati, ampak tudi zdaj ne vem še, kaj sem točno ugotovila. Vsak ima svoje mnenje o cosplayu. Predvsem ful veliko folka je pripričanih, da pač cosplay je izredno japonska stvar. To je. Ja. Mogoče še kakva ostala mnenja? To se pogovarjajo predvsem z slovenskimi cosplayerji? Ja, vsi moji sogovorniki so bili Slovenci, nekateri so bili iz replika skupine, pa tudi če sem kakšne, ki so imeli stik s cosplayem, poprašala njihovi živeti, pa to ne. Sicer sta pa zdaj v Sloveniji, ne bi bila v Mariboru cosplay skupina, ampak v njih vem izredno malo, potem je Spirit replika in zdaj še Slani mi je objavil članek od Parallel Beat, ja, da je tudi ponovno ena cosplay skupina, tako da zgleda, da se nekaj dogaja, skozi večjih je. Nekaj se dogaja, pa noben ne vejo za to. Kakšni anime fani smo mi to, je? Čist nekaj zase držijo. Bo težko vedeti. Vse. A ni to tako splošno, v bistvu tisti ljudje, ko so full cosplay, da se malo bolj zase držijo, v bistvu večko ni izven te anime scene. Mislim, saj jaz imam tako občutek, da je ponovno. Mislim, tako nekak je, da če bi jih verjetno posameznik bolj poznal, bi ga ful hitro potegnili. Vem. Jaz, kjer bom omenil, da cosplayom bi me imel za norca. Jaz smo komu bi, ne? Nam rečeš, mislim. Meni je vse, da če vejo, da se recimo, ko smo recimo danes čez celo celje lafalo v nečem podobnem school uniform. Znam, da se mi je bolj smejalo, ki se rekla, se pač, kaj? Ne, to sem pogledala zaradi tega, ker ti si prišla z vlaka takrat, ko prišla ona, pa sem jaz tam na postaji stala, pa sem te gledala, pa si se mi zdela kot skulgate. To je bil moj nadan. Super. Cosplay uspel. Pa niste hteli to brati. Zakaj me niste pobrali? Ti si še drugač pri Spirit repliki? To pač, zaveč ni Spirit replika, zdaj se nekaj združili, vse bo je že prav, tega da vem. Ja, neki taki načrti so v Tivoliju, bo naredim promocijo, ker je sam rekel, da ne bo bili sam cosplay, tam 5. kjer je vse mesec junija, bo v Tivoliju nek piknik, tako da, ja. Jaz zdaj upravljam. Jaz sem se zgodaj začel z fanšlagi ukvarjati, tako je, vem, da se poslušam na Kiberpiki, ko si stavljeno predavanje. Ja, to je že dolg časa nazaj. Ja, nekako sem se z veteranцем spravila tam leta 2000 sledi, ali kaj tacga. Sem se nekako spravila prevajati eno serijo, čistko, sem zato, ko se nam je zdeli fajn, da bi malo kakšno stvar prevedla. Niti nisem kaj dosti razmišljala o tem, zakaj pa kako, ampak jaz sem se takrat nekako, nek tip me je tako pač, čez internet smo se poznali in mi je pač pokazal te zadeve, ali osnovne, kako se sploh podnaslavlja in tako. Takrat so prevajali te stvari, ne vem, je bil ta Onega Twins, ta serija. To je dobra, ampak dobro. Skratka, to stvar smo objavili na internetu, ne vem, koliko se je kaj razširila, po moje nekaj dosti. Nekaj ljudi malo. To je bilo dejansko samo slovenščino, mislim. Ja, je bilo slovenščino, mislim, iz angleščine je bilo prevedeno. Potem pa, ne vem, tako en par let kasneje sem pa tako zvedel, da so v tem fansabu tudi sam v reviji zabavili Nico Joker, me je malo presenetalo. Čeprav so pač bolj na to temo, da je bilo slabo prevedeno, kar je bilo, ne. Takrat sem bil jaz koliko 17 let star
Ne, nisem 17 let star. Tako da, potem sem se dosti ukvarjal s temi angliškimi fansub skupinami. Tam sem se tudi večino stvari naučil, kako znam zdaj. Eno predavanje sem imel v letu 2006 in je še vedno v arhivu Kiberpipe. Lahko pogledate. A te še kaj zanima bolj podrobno? Danes še delaš fansabe? Ne, sam se pa ukvarjam s kakšnimi takimi projekti. No, mislim, vsake toliko mi je zagrab, nekaj prevedem, malo ga, nazadnje sem prevajal tam neke med videe, to so tako katamaveji, se prevajal tam ene neko koreni, te mede, ljubiteljske zadeve in skratka sem poskušal tiste težke japonske šale nekako prenesti v slovenščino, sam to je tako uspel tako, ne. Pač ker je težko, ne. To so te ljubiteljske šale, ki so nasploh zakomplicirane. Pa na zadnjem projekt, ki sem delal, je bil pa tale Neuron Čuruje San, to je tisti dodatek Suzumija Harukino ljubcev TV seriji. Mislim, da sem nekaj epizod prevedel tistega. To je to, v glavnem. Ti, ko si prevajal, si sodeloval z temi angliškimi skupinami, ne? Tudi, ja. Zdaj zadnje projekte sem pač sama, ne. V preteklosti pa nisem v ogromnem projektu, sodeloval sem res na ogromnem projektih. Ne vem, tudi z ogromnimi skupinami, ampak to je nekako vse skupaj že v preteklosti, ker večina teh skupin ali ni več aktivnih, ali pa nasplošno. Ampak obstaja pa tudi ene par drugih slovenskih fansaberjev, mislim, en fansaber je v tej skupini Eclipse, je prevedel Fate Stay Night v slovenščino, če ste slučajno nekaj od njih fansaber, no lahko bi pogledali in bi imeli tako umorilo tudi slovenske podnapise. To je video že vrezno. Ja, tako da to Hej, ampak so. Vi se smejite. Slabo so prevedeni, Naprav marskemu so bili tisti fansabi, so bili super. Se te fansabi bojo še enkrat ne samo manjkaj nekaj. Ne, vse podnapisi so, samo treba narobe skripte napisali, mislim skripte manj. Ne vem, Ti so fansabi bojo še enkrat remuseni v Full HD, pa pač samo označeno bo pač. S tem Zenderjem, ki prevajajo vse pomenite. Vse je rekel, da lahko rekel. Če da nabire govorilo. Ne, se komunicirali. Ne, samo da bo pač zadeva tako v boljši kvaliteti, ker vem, da prišli so eni releasi tudi od Eclipse ven, ko so ta 500 Night, ki spomnim so imeli slovenskih podnapisov. Samo ta star release originalno je imel noter, pa resolucija ne bi 640. Ja, ni najbolj že, da se spomnim, kakšne so bili TV prenose. Remuxan bo še enkrat opravljal. Drugač pa večino projektov, kar se tiče fansubbinga, pa tam nadlačane C-subs. Potem pred C-subs so imeli pa še eni drugi ljudje, par prevedenih stvari. Ena stran je dolg časa obstajala, verjetno že zdaj. Deska flona. Ja, ko ima tam en človek ima res ogromno stvari prevedenih, ne samo deska flone, ampak tudi druge. Potem en je prevedel How I Money Renmei, a ne? Ja, Pegasus, ja. Pegasus, ja. No, pa mislim, te stvari so se dogajale že celo večnost, a ne? Tako da, mislim... Malo se za njih ve, vse izven to mogoče vprašanje za C-subs. Si mogoče kdaj, recimo, s kako uradno distributivno firmo se povezali, da bi recimo distributirali, pač probali, vsaj... Nekaj gre za razpoznavnost anime v Sloveniji, ki je pa... Zelo, to sem tudi jaz tako nekako, recimo, razmišljal, ampak sploh ne odpišem mailo, sem tako sploh ignor. Alga Marketing, Blitz, to bo zignorirala. Blitz, vse Hrvatija še za njih večji del? Ja, samo vse. Vse Hrvatska firma? Ja.
Bez pa ne ignoriramo. Mislim, se to... Ne, se zelo zemizira. To nasplošno moraš imeti ten protokol, kako dostopati do firm in ne moraš to kar tako, ne, malo čez e-mail, pa gledajte, mi to tukaj prevajamo ilegalno. Moj dialog je drugače, ne. Moj je bil v bistvu pač, da smo skupnost in se s tem ukvarjamo, ne zanima pač odkrijo več o te stvari, da bi oni, ne vem, da bi mi predlagala, pa kam je več namena o tem, pa da bi se nekaj povezal, pa spomne. Tudi ta Market, ki je bil zdaj objavil nazaj, ta Anima, svoje pač te naslove od Gidija večinoma. Me tudi kolegica dala kontakt od njih, sem poslal, nobenega odgovora, sem pač nekaj kolegice, kaj zdaj ne, zakaj mi govorijo, ja, nimajo časa. Res smo res ful dobro prodajali, očitno, da nimajo časa. Tako da, ne vem, ali niso resni, ali pa pač im je prav dolje si vse sploh. Da pa sve od Gipija dejansko obstajajo anime, ki so slovenskimi podnapisni. Če greš levo na Big Bang stran, tam gori piše, ampak v trgovini pa ne boš našel. Jaz sem našel 2 naslova, sem šel preverjati, sliko sem jih. Tudi enkrat začetka, ko sem dobil informacijo. To je bilo? Se bolj ne vem, mislim, da bo šele koncept. Da je točno, sem dobil informacijo. Da vem, ne dolgo nazaj, ki so to sploh pomrdali. Sem še baš preverjati od Big Banga, sem na 2 naslova. Srečno. Ja, so se pa tudi dobro prodali. Nekaj vprašam, vam mogoče kakšno informacijo, koliko velike naklade so v DVD-ju? Če bi vse govorili, mogoče... Če navadiš naš krat, da je moral pisati. Če so naši igralci. Nic ne, na primer, ampak Filija Vojnik vem, da ima vedno nakladu zraven napisano. To je bilo Age Market. Ja, se tudi naše. Ok, tam bote, mi moramo iti res. Čau! Da, nisem opazil, pa tudi na mečka napiše, da... Ja, to je pravanje, čist ne malo. Da ne ve, resno. No, ker jaz na nekaj to na DVD-jih iskati, ne? Ponavadi so napravili tam nekaj 250 zelo piško. Splošno za DVD-ja? Ne, za anime je splošno, če so na DVD-ju. Je tam nekaj 250-500 izvodov. Vse ni težko govoriti, zakaj še koli DVD, da je to kmal naklade, ker pač... Ne, meni je to čisto realno. Zdaj za poprične ne vem, če tisoče, pa kaj takega. Ja, za kakšen Harry Potter. Ja, ok, za tisto mogoče, tisto mi štete. Ne, za te naklade so, za knjige recimo so približno isto, ne. No ja, v bistvu tako, jaz bi rekla krat 2, ne. Ja. Rajš. Jaz sem šla te DVD dejansko gledati po knjižnicah, če se da dobi kakšen anime. Vsi vemo, da se Papriko celo da dobiti, pa tekom Inkret. Ampak ti Gibijevi pa to imaš mogoče en anime na eno mesto. Oziroma na eno knjižnico. Recimo, Totoroja sem jaz našla samo v Pionirski. V celi Sloveniji. Vse so mononoke iščite. Ja, mononoke imaš kar dost knjižen za... Ja, v naši ne. To ne vem, jaz vem, da tiste, ko sem je šla, sem je razkolo vse, no. Nam je bila nekaj časa, ko sem nekaj 100krat pogledala, teč, ko sem se izposodila, ko sem pa nazaj nesla še veseli tega živela. SysApps ima po kakih načelih deluje, kak izboru, itd. Kaj komu všeč, verjetno, ne? Kaj pač dodat prevaja, pač všeč, verjetno, ne? To je bilo na začetku, čisto od začetka, ker smo v začetku bil še pač moj page, fansubs in tako dalje. Karkoli je prišel, smo bili happy, ampak na koncu je bil tak pa napisano mi v vsake seriji. Zdaj načeloma te projekte, ki smo jih nekaj štartali, probamo, da se nadaljuje, da se jih konča, da je pač cel komplet, da lahko damo na internet, rečemo, evo, lahko celo pogledate. Imamo ful teh zastavljenih projektov, tudi ta tvoj Onegaj Twins, še za dokončati, pa še na starejše projekte, pa dosti tega ima. Pa Airfare Light, recimo, tudi. Ja, mene pa zanima,
če mogoče se ve, koliko se pa kaj to downloada slovenskega filma? Ja, tudi meni zanima. Glede v kakšnih številkah tisoč pa to ne bom govoril, ampak se downloadajo. Koliko? A so svoje 3-mesečne številke? So, ker več Dragon Ball je bil skoraj 1000. Dragon Ball kaj? Dragon Ball je Dragon Ball. Ja, Naruto, zdaj Naruto ima to. Ja, pa Naruto je tudi Naruto. Ampak taki anime niso ekstremno popularni. Recimo, kaj ste dali samo več Champion? To je že nekaj časa. No, koliko so bila recimo številke tam približene? Že ti ne bi povedati. Sam nekaj je, ne. To je zelo pomembno v bistvu. Kar smo tudi videli, ne vem, Sejtan prevodi, so tamle, imamo prevajalca med publiko, ko so izdali recimo, ne vem, en kup stvari, pa Mobile Suit Gundam Unicorn, zdaj so izdali, mislim, da se prav vidi, da če daš ta podnapis na nek javni tracker, bo definitivno več teh prenosov, samo zaradi tega, ker ljudje ne gledajo, kaj downloadajo, ne. In bodo potem neki tujci dobili te podnapise v roko in nasplošno bodo dvignili cifre, ja, sam v glavnem pa s tem oni nič ne profitirajo, ti nič ne profitiraš, ker nečeš spravi bandwidth, pa ne vem, pa za slovenske pač host, ki meni piše v Toronto, slovenski host. Ja, za slovenski host, ja, ok. Tiste, ker japonske, nemške, iraške, to je vse zignoriran, to pač ne vidim. Pa se tudi mene ta številka dejansko zanima, ne, tukaj. Ja, tako ti ne moram povedati, ker ja, no res, se če praviš, da imate tudi 3-mesečne številke, pa vam gre blazno dobro. Kar je to, kar damo v, recimo, ne vem, na Njan Torrents, tisti je zelo mal. Če damo pa recimo nekaj party, Smoj, Blink, Firebeats, potem se pa številka kar nabere čez 100, čez 200, pisno od naslova. Recimo 8,5 cm, ko sem ga jaz takrat objavil, je imel krepko čez 100 prinosov, ko ga je objavil, recimo, ta, kaj bi že ki je delal DVD release, prav DVD naredil, je bilo tudi dosti več dobro tega. Tako da folka v bistvu, čeprav ne ve, kva downloada, ampak downloada, no. Mislim, vse dobro dosti dobro. Slovenci, ne? Ja, važno, da so Slovenci, ja. Mislim, dosti pomembno je, da se nalaga na te slovenske trackerje, kakor na javne, pa da daš na blogu gor, pa se bojo navedelo. Kar se tiče teh zasebnih trackerjev, parties, se kar dosti downloada. Sam moraš tudi poštevati, kak folk je na teh zasebnih trackerjih. Tam gor so sami taki, ko po moje ne bojo dali cene za zadevo termini. Ne štekam, zakaj? Pirati, pač. Ja. Da si pogleda. Vesno, mene so kontaktirali zdajle v prevodu Dragon Ball, prve sezone, smo dali 1 do 20. Pa sem dobil sporočila, zdaj, če bi še naprej, ko bi do konca, pa če nekaj 153 prišel, bi dali neki evrov, ne. Zato sem ti za tiste donacije rekel, ne. In pol, ne vem, po nekem filmu Naruto Shippuden, zdaj pa je tretji film prišel, ne, imam prevajanje. In spet, da imamo neko majico, pa ne vem kaj narediti, spet mi sporočilo, pač napopajo tam, da je to preveč, pa pač tu bo neki, ne. To so samo obljube, zdaj. Ja, ampak je pa dobra motivacija, recimo, je pa dobra motivacija, saj, ne, zdaj, za Dragon Ball je tako, je zelo dolg, pa ne vem, no, velike delo s tem bolj, veš, če enkrat preveč, pa pa ne vem, podnapise moraš še kodati, pa spet nalagati na parties, na Blink, ne, ker potencialno imaš malo domov. A niste tu z Narutom? Ja, ampak Naruto je pač en del vsak teden, ne, Ja, no se Dragon Ball kaj je tudi sam en del v teden. Ne, govoril sem prvi sezon Dragon Balla. Ja. Čisto prvo, iz 86. leta, da smo naredili release prvi 50. Samo niste tu že tam moj pečnik imel od tega? Navadnega Dragon Balla mislim, da ne. Navadnega sem jaz prevedel enkrat 3 leta nazaj, ne vem, ali 2 leta nazaj, pa sem pol... Ne, še drug je v bistvu release, ki je samo na parties objavljal epizode, Tiste podnapise sem celo na podnapise.net. Ja, sem mislil, da nekaj ekstra, ampak bili pa svoj. Do 25 počel. Mislim, tako mi pa nismo takrat, ker nismo imeli skript,
pa tudi ni bilo niti MKV, še niso bili to popularni, tako da niti tem nisem mogel biti skript. Smo pa samo Dragon Ball Z prevajali do tam, kjer so bile skripte. GT ste doma se prevajali, to je dobro. GT ste doma. GT so bile vse skripte, pa so še prešlo se čez. Lahko jaz nekaj dodam. Jaz pa sem nekaj pravičil, ker sem malo zamodil, ne. Glede slovenskih podnapisov bi vam rad samo rekel, da ni pomembno, koliko je downloadanih teh animejev. Ne se jaz to, še bi gledal na koliko je prav... Pomembno je, da mi ustvarjamo temelje slovenskih podnapisov, ne. Ne smemo razmišljati, da mi delamo zdaj za nas, ampak delamo za generacije, ki pridejo 5 let za nami in bojo videli, da ne, imamo 100 slovenskih animejev pod naslovljenih, mislim, slovenskih podnapisov, ne. Torej, rajši dajemo tak, ne, za mlajšo generacijo, ne pa za nas. Ker mi smo tak, mi spremenjamo aktualne stvari, ne, pa bomo najverjetneje najprej pogledali v angleščini, če ne že v japonščini. In čisto slučajno bomo še v slovenščini, ne. Ampak, recimo, tista mlada generacija, ki zdaj odrašča, ne, pa bo prišla do interneta, bo najprej šla pogledati, če je v slovenščini slučajno, ne. Pa bomo dobili, da je tega veliko, ne. Če se bo pač naprej prenašal tudi v Sloveniji nič ni, ne, pa ne vem, če bo najprej šel slovenske stvari gledati. Ker jaz vem, tudi takrat, ko sem jaz gledala v Sloveniji, da imamo kjer zvezi z anime in mislim, tisto pa je bila anime Slovenija, nekaj sem vedela, da me da obstaja, ne, ampak to je bilo pa to sto. Ja, sem ravno temelj pravno, ne, mi moramo narediti nek temelj za njih, ne. Mi bi mogli imeti pravo oglaševanje animejev in te same scene, ne, da se ve, kaj točno je, pa da dejansko dosti stvari obstaja. Se mislim, da to je oglaševanje podnapisi, so v bistvu Pa si sama baza ti ne bo nič pomagala, če ne boš imel neke informacije, da dejansko baza obstaja. Ja, no, mislim, neki prostor, kjer bi bilo zbrano čim več, ne, mogoče v tem smislu. Lepo bi bila predstavitev, kako malo bolj realna anime. Ker če vprašam tak normalnega folka, čuj, jaz gledam anime, dobiš prva stvar, kaj nazaj, risem, ki gledaš. Pa recimo bolj pogledaš nekaj... Nekateri je bilo zelo različne informacije, pa bo tudi pozitivne, ampak če recimo to, da se še nekaj pravi, kaj pogledaš. Ja, to je tudi močno. Nas zato se dogajali, kateri sploh ne vejo, kaj to anime. Naprimer, v naš mladereza Japonca, ki gleda Wings, pa reče Wings je anime, pa zanika, reče Wings ni anime in me nagroni reče, da Wings je Wings. To je italijansko, ne zdi. Ja, veš kaj, Tinta, tudi pri mangah je tak, ne, smo imeli to Princess Ai, ne, ja, za nekatere to ni manga. Finta v tem je manga, v tem pomenu, da v bistvu je narisano na japonski način. Prava manga že skoraj več ne obstaja, zaradi tega, ker odkar so imeli Nemci, pa Francozi, pa Američani, ki imajo pač prinašajo vse mange iz japonske k njim, ne, jih naredijo malo po njihovo, s prevodi, ne. Potem seveda tako kot pri nas, tudi drugi imajo svoje skupnosti, radi ljudje rišejo, ne, narišejo svojo mango in potem narišejo pač mango, ne. In tisto je potem manga. Kaj pa manga pomeni? Strip. In to je to, ne. Tu se bo ta meja zabriše, ne. In potem v bistvu nekateri zagovarjajo, ja, to ni manga, ker pač ne, ni je narisal Japonec in zdaj ni manga. Res bi mogli malo bolj predstaviti to anime pa mange širši množici, a ne. Naprimer, moj brat misli, da je manga hentai igrica. To je mogoče bili žalostno zaradi tega, ker poradnih stvari ni, če pa kako pa začneš nekaj z ilegalnimi stvarmi, pa te potovčejo. Tako je prej rekel Peter s temi projekcijami, mislim, da je bilo vsakič 20 volka tukaj so bile javne. Bolj so pač rekli, ja, vete, ilegalna petih, ne moš. To je tista žalostno tega petine. Mislim, da je tukaj en pač bolj grobi problema, ne. In sicer, da imamo na sami skupnosti je premalo enih, ko bi rekel, naša skupnost je še mlada, ne glede na to, koliko let obstajamo in tako naprej,
v glavnem potrebujemo ene ljudi, ki bi se zavzemali za ene projekte. Jaz sem to hotel prav to povedati tukaj v tej okrogli mizi, da bi rabili več ljudi, ki delajo take projekte, kot recimo, ko se zavzema Špela ali pa Blaž, ali pa ne vem jaz, ali pa kdorkoli, ali pa Peter. Nasplošno bi se mogli več ljudi za to zavzeti, da bi naredili nekaj svojega, ali internetno stran, ali en dogodek, ali karkoli. Važno je, da se s tem nekako spodbudi neko zanimanje, mislim, ni nujno, da zanimanje, ampak nek, ko bi rekel, malo bolj skrben pristop k, se pravi, hobiju, ker samo gledanje animejev, to nikomu... To te še ne naredi To te še ne naredi pač tako nekega aktivnega člana skupnosti, In dokler teh aktivnih članov skupnosti ne bo ene mase, potem tudi ne moramo širiti z neko učinkovitostjo, se pravi, animejev naokoli, ne bomo mogli nikoli imeti neke mase, da bi, ne vem, ali da bi na veliko ali pa na hitro prevedla določene anime, ali pa samo razširila besedo, že samo to je problem. Mi smo želeli enkrat tako kot Celja, da bi se povezali, prišli anime fani, pa to samo... Ja, mislim... To je to, ko pa manjka ta resnost do tega, resnost, da bi moglo biti, ne vem, ful do to, ne. Recimo, veliko ljudi se po forumih včasih pritožuje, da je, ali pa kar tak, se pritožuje, da v knjigarnah ni neke ponudbe manga, kar sem jaz že pri mangah. Ampak zakaj ni? Vse prodajalci ne bojo vedeli, kaj mange so, če jim ti ne rečeš. Prodajalci tudi ne bojo vedeli, kateri naslovi so zanimivi, če ne bo kdo rekel, ja, mogoče bi pa to tega lahko naročili, bo mogoče se kupi. Prodajalci tudi mogoče, ne vem, zakaj vedno naročajo tiste dele, ne pa tistih prvih, ker kdo bo potem kupil četrti del, če nima prvega, ne? Mislim, da je to bolj, ker prve dele pokupijo, koliko pa ostane v četrti pa peti. Ja, pa se pa nas spomnijo, da bi mogoče, pa te se prvega lahko še enkrat naročili, ne, pa bi mogoče kdo kupil tistega prvega, pa bi se mu zdelo zanimivo, pa še potem druge naroči, ne. Ampak dokler dejansko kjer človek dejansko stopi do prodajalca, pa reče to, pa to bi bilo mogoče fajn, ne bo se zadeva nikamor premaknila, ne. Ko gledaš tiste mange tam, ki so že 3 leta stojijo, pa noben ne bo kupil. Zdaj, jaz sem tudi Europark v mladenski knjigi vedno naročala potem manhve pa mange. Pa dejansko, ko sem jaz nekaj naročila, so potem naročili tudi 4 izvode, še zraven. Takrat so, ampak če sam ne stopiš tja, imaš samo jao. Ja, to je od tistega, ki pa je že od prej nekdo naročil, ne. Ker sami od sebe se pa jojo res ne bodo spomnili naročiti. To jao je fajn. Ja, vse noben ne reče, da ni, ne? Ampak ker tak samo od sebe jojo in tudi Slovenijo ne bo prišel, ne? Čeprav nekdo, ko se na to spozna, pa slučajno po tisto vzame. Ja, samo so teme stvari, taki, ki se spoznajo, ni, ne? Samo mogoče, ker mu bo zanimivo, ja, stric. Nekdo, ki slučajno to vzame, se ponovadi ne spozna na tisto. Nekdo, ki slučajno po nesreči dobi toki javoji, ne, pa po možnosti, da še je tip, jasno, da ga ne bo kupo, ker potem, če ga bo, pol bo že hudo, pol je že, ne vem, gej, čeprav ni, pol je, ne vem, napačno sliko že ima pred tem. Ko, čisto iskreno povedano, javoji so pač ženske narede za ženske, ampak kaj? Ženske ne more navadnega hentaja brati, ker če jaz gledam tiste ženske, ko imajo take, vsaka posebej, to za ženske ni zanimivo, ne? Ženske rade gledamo tipe, alo? Logično, ne? Tako da, se imaš tudi šođo zadeve, ne? Samo pač moraš iti do prodajalca pa jim reči, ampak malo ni spodbuditi, sej nekateri te bojo poslušali, ne? Mislim, da imate tudi vedno, poznano delo, samo ne ve, da je zanimanje za to, da so odnimo. Ja. Recimo v Radičah tam, pred Zidem mostu malo naprej, če boš katerenkoli rekel, da bi rad anime naročil, te bo rekel, ne meši se v moj biznis. Ne boš bil niti podrazno. Ja, je že Celje, da nekaj časa smo v Mladinsko voda izpraševala, če bi slučajno kjer naročili. Pa se rekli, da za mene posebej bi lahko, Ja, to je pa tudi iz tega ni bilo nič. Ja, to je drugi problem teh knjigarn, ker ti lahko naročiš kot sam. Po
posameznik. Moraš jih pa prepričati, da bi dejansko naročili neko novo knjigo. Niti za te navadne fantasy knjige. Jaz vem, da v Ljubljani v konzorciju se jih da ful naročiti. Tu pa lahko, ne vem, kot posameznik za tebe ti bojo še naročili, kot tak pa že več ne. Ja, samo to ti reče, kot posameznik, potem ti pa naroči, pa priješ na drugič trgovino, pa imaš 4 komade zraven, že? Ja, samo to samo možno, ja, če si ti naročil, potem boš jih imel, ja, drugače pa ne. Ja, ne, en komad si naročil, pa so isto knjigo, potem če 4 komadi bi bilo zraven. Zato, ker za njih ti ne pride, če že več malo tega ne. Jaz imam občutek, da v bistvu to prekriticirajo sam pred vas v Mariboru. Ja. Zakaj? Da ne v Mariboru vse posod. Ne, tisto, kar sem jaz naročila knjige v mladinski knjigi v Ljubljani, so vedno samo za me naročili naš ljudka, niso nobenih dodatnih škočil zraven. Tam konzorcij na najrežu. Ja, ni bilo nobenih dodatnih. Pa se v Celju, mladinski knjigi, to so rekli, da bi mi šla dom postaviti. Mladinski in v Felixu, v Europarku in v Felixu že máme samo 3 izvode, ali 4. Ja, tu sem zdaj bil jaz na mestni knjigarni Vizaj in imajo 2 izvoda vsakega voluma. Ja. Ne, vse imajo. Problem je v tem, zaradi tega, ker v določenih knjigarnjah oni tako skrivajo te stripe. V mestnih knjigarnjah pač imaš vi. Zdaj, ko so Europarku prenovili knjigarno, jaz še nisem našla manj. Kam so dali mange? Zdaj so že spet spremenili. Predstavljali se spet na drugo stran, ja. Predstavljali se na tam. Vse v Hvala Novaku ima tudi v bistvu mange. Tam sem bil celo nekaj časa zmenjen, da so mi pošiljali, oziroma da sem jaz poslal predloge za naslove. Potem se potem čez nekog mesecev to zadeve, mislim, kjerekoli pač so imeli možnost dobiti, so pač dobili in so me obvestili. To je bilo 2-3 je šlo, pa se je pozabilo. Ej, se to tudi v bistvu, takrat, ko smo začeli s tem. Ja, ampak rekel sem, jaz sem se pogovarjal z ono, ker mi je to česa, ne maj, šihtica, whatever je, da nekaj naročajo zadeve, da ne naročajo, ne vem, prve, drugo, tretjo, po 3 komade, vsega pač en volume po, ne vem, po 3 komade, vse ostalo pač po en komad, ker so večje številke volume, no. Vse so jih nekaj časa, ampak zdaj pa ne vem, če ostane, no. Nisem še več preverjati. Knjigarni Hvala Novaku v Ljubljani prodajajo mango. Ja. Mislim, potem smo to Problem Hvala Novaka je to, da je dražje. Tega, da še greš konzorcij. Še ena finta ima konzorcij, ne? Greš rajši naročiti mango, zaradi tega, ker dobiš 10% popusta, ker je tuja knjiga, ko pa če jo kupiš na polici. Točno to. Imam boljšo varianto. Jaz sem kupil na Ocean sejmu v Švici, ker sem v Švici 7 let sem tam živel. 20 mank za približno 35 €. Pride do meje, tam pri Švici, mi nazaj pošljejo, ker sumijo, da so mamila not. Zdaj bom 4 tedne čakal, da bom mogoče te knjige kdaj dobil. No, jaz imam en predlog za angleške mange, ni sicer ful dosti, mislim, koliko pač jih je. Book Depository se zelo splača, zato tega, ko ima določene popuste, pa nobene pašmine ni treba plačati. Ni pa čisto vsega, kar obstaja, trenutno, ne, ampak je pa velika izbira. Če koga zanimajo. Mene se zanima, glede na to, da če ste pogledali po knjigarnah, tudi stripov nimajo pač ameriških ali evropskih knjig. Imamo 5 knjig. Mladinski knjigi imajo, tako na eni strani imajo japonske, na drugi strani imajo pa pol ostale, oni imajo pa še slovenske imajo. Ja, imajo. Če ne gremo v Celje, na Salmovki, imajo te ameriške stripe. Samo Zagor, Black Scena, pa ne v Ljubljani recimo je ena striparnica, ne. Jaz še nisem bila sicer tam, ne, če Trina podaja stripe. A je to kakšnih takih podobnih stvari gledal, ker stripi na splošno niso tako zelo ful prodajana smer, ker pač niso to cool, ne, tukaj mange niso. Jaz sem najdel v tej striparnici, ne, pa niso imeli mang, samo je pa v soboto, če se ne motim, je spet en strip bazar. Ravno ta striparnica, ta forum pač že organizira, ne? Trgovina bo? Ja.
Problem pri tem bazarju je recimo to, da imajo samo te, kaj je, Martin Mystery, pa te hrvaške stripe, ne, pa ki se v slovenščini tudi, ne, ampak ničesar drugega še jaz tam nisem videla, ne. Ja, te strip bazarje organizira društvo Stripoholik, ki je tudi tu v inkubatorju parkrat imel te bazarje. In oni so dejansko v bistvu ljubitelji teh, ne vem, italijanskih, teh, kaj so bili času Jugoslavije, se pravi Zagor, pa kaj so še vse te Dilendok in to, ne. Gre tudi gre za to, da je to v bistvu skupek posameznikov, ki imajo to radi, ne, in valjda, to je njihova stvar, ne. Ja, ampak še ena zelo pomembna stvar je pri tej striperski sceni je to, da ti ljudje imajo avtorje med sabo, se pravi, ti ljudje delajo stripe, jih rišejo in konec koncev se objavljajo drug med drugim. Mislim, da to tudi manjka nekako enih produkcijskih ekip ali pa ljubiteljskih krožkov, ki bi ustvarjali magije ali pa kaj takega, ali pa česarkoli v povezavi, ne, ali z anime, s čimkoli, ne. Tega ni, ne, pri nas, v naši skupnosti, ne, oziroma skupnosti. Ja, samo koliko ljudi sploh zna, da bi lahko učilo to. Ne gre pa za učenje, kot pa to, da bi se združili neki, ki imajo isto zanimanje, pa bi skupaj nekaj delali. Mi smo en kup, bi rekel, poskusov smo hoteli narediti z enimi različnimi formati, recimo vizualni romani, to smo hoteli, ne. Mislim, je na koncu nekako zanimanje, pa tako pa tudi volje malo zmanjkalo na koncu, ampak smo hoteli narediti neki, eno tako skupino, ki bi znala združiti različne talente, ne, ali pa spretnosti, ne, ali do oblikovanja, ali pisanja zgodb, ali ne vem, glasbenega inženiringa, ali česarkoli, ne. In potem bi naredili en pač izdelek, ki bi ga mogoče lahko potem delili z drugimi, ne. Čist ljubiteljski narave, ne. Seveda je treba imeti eno občinstvo za to, če tako gledaš malo bolj trgovsko, ne, ampak v bistvu tega manjka, ne, neke predanosti, tudi če ni enega občinstva tukaj za naš izdelek, ne, bi se še vse, ne, recimo tisti, se pravi, stripoholik in tako naprej, to je v bistvu društvo avtorjev, ne, ki rišejo, ki gledajo stripe in rišejo tudi svoje, tega nekako tudi manjka, bi rekel. Če mogoče gremo korak dalje, fanzini bi nekako bili neka osnova za neko objavo, ne. Fanzini imeli smo pri Anime Slovenije, je bil Slotako, ki je bil, ne vem, 8 števil tam nekje. Zdaj ima fanzin Sloanime, ne? Ja, isto Sločan je bil prvotno projekt. Ja, no, nekako smo ga začeli mi, pa potem smo naredili kako eno cifro, kako že z velikimi mukami. Potem se pa nekako naprej prenesel pod lažjo organizacijo. In potem smo tudi objavili, v bistvu, mislim, nekaj članskov se je objavil tudi v reviji Libijski. Kaj, ne, eno. Sem mislil, da danes res pomembno. No, pa spoiler. Ej, znaš, mi še kaj v Sločani mini povedal, to je mislim, da je en tak projekt, ki je mogoče malo ponesel. Ja, Sločan je imel pač, ker sem hodil na IAM, Inštitut in Akademijo za multimedije, je imel tudi svojo uradno mini izdajo v multimedijski reviji, kako že ime. Taka zelo mehka naklada, no, mislim, da je okoli 550 številka, ampak je šla v bistvu po nekih šolah. Imeli smo nota 4 strani na voljo in smo pač strnili v mehkem, pač na kratko, uvod, predstavitev neke animejo, pa nek vodič oziroma pač nek članek na temo animejo, pa še malo daljši opis nekega specifičnega animeja. Tisto je šlo, ti smo izhajali, isto izhajali kot ta Sločan, 4-krat letno, 2 leti smo sodelovali, potem je pa pač prišla
ko bi rekel, you're not losing enough and niste več zanimivi in ne pomagate nam pač pri širjenju naše revije. Oni so nam pač to rekli, no. In sem pač v takem stilu zelo pač miren, da pač ne raziščemo, če to pomaga pri naši skupnosti, če to pomaga na anime, pa to v Sloveniji ni več interesu, da bi pač objavili našo mini verzijo in smo z 8. številko zadevo zaključeno. Ampak imeli pa smo neke naklade tako mini variante po Sloveniji. Zdaj ne vem, koliko jih je sploh naleteli na to, nimamo nobenega realnega pač odziva, da bi prišel do prek teh mini verzij v našo skupnost. Toliko je v tem šlo. Te mini verzije so šle kak na šole? Ja, po šolah naj bi šle, no. Če bo 550, tako 600 naklade, verjetno jih ni imel direktno tam vse v pisarni. In ne verjamem, da so šle malo po knjižnicah in to. Medijska vzgoja in produkcija. Medijska vzgoja in produkcija, ja. To je to. Se pravi, mini je bil tiskan, ne? Kaj pa ti? Ti še izhajali? Online zadeve, ja. Zdaj 9. številka je v nastavljati. Imate kakšni redni veritelj izdanja, ko se nabere? Primarno sem pač želel, da bi se izdali 4-krat letno, za vsak letni čas. So že termini januar, april, juli, pa oktober. Ampak smo pač začetka mislim, da številki izdali, po tisti, ki so oni nehali, rahlo obupali, oblikovalc nas je pustil na cedilu, po sem pa v bistvu zadevo spet zagnal in sem hotel vse za nazaj nadoknaditi. Ja, zelo optimistično. Se je izkuril. Čist. In sem zadeve pač oblikoval sam, članke sem zbiral masovno, kakor se je le daj. Res, da niso bili nekako rektorsko uspešne. Ampak zdaj smo skoraj tekočeno. 9. številka še tako zdaj delam je zamujena, potem pa bi mogla biti že ta tekoča spomladanska. Recimo, 4-krat letno teoretično. Ja, pa valjda, vabljanje kdorkoli pomoč pri oblikovalstvu, pri pisanju člankov, pri lektoriranju, oglaševanju, Fanarte, mange sprejemaš? Tudi ja, smo imeli nekaj začetka, pa ne vem, malo za organizacijo zjebali, ker tudi delam enkrat, mislim, za eno človeka preveč, da bi urejal, izbiral članke, prevedel, če je sploh vredo, folk klikal okol, pa še oblikoval, pa ni to, ne ben zadela. Gnjavo folkov, ki je obljubil nekaj, kaj je zdaj s tem, ne? Ja, to isto tako, ki imajo največji problem, ja. Scanlating problemi. Vse tudi isto iz podnastavljanja anime, isto števili. To gre ja bolj na let čas. Kaj to še izhaja? Ja, lahko pokažem že 9. številko. Še na par stvari. Ja, sem mogel to moj privat prigledal, pa tam so take stvari, ki niso za javnost. Ne, hoče stare sločane, da pokažem. Slučajno enko, da lahko še pokažeš tako na prvo zadevo, ker biste me čisto drugače. Ček, imamo mi smo to stvari? Ja, moje stranje še. Mogoče še kaj o prihodnosti, ima Slovenija kakšne plane, velike plane, manjše plane. Vem, da bi rad eno tako veliki dogodek imel enkrat.
Planom do Mrske, dosti že voda padala. Kar se tiče velikih dogodkov, v bistvu primarno strenjam samo na novoletka. Zdaj, ful ne rad, da jaz to se sam organiziram, ker imam drugih stvari dosti, tako da mi je ful vesele, da Špela se je zagnala za prejšnja, pa da je Miha za to. Drugač pa, zdaj sem ljubo od Tajo, od kolegice, eno ponudbo. V Kino Šiška v Ljubljani v bistvu ponujajo brezplačen prostor za organiziranje dogodka nasnega. Mislim pač kakšne predavanja, predavnice, whatever. Tako da jaz sem brez idej, tudi nisem nič kaj računano kaj tazga, če ima do kakšno idejo ali pa da bi se tako malo da bi spodbudil, pa kaj bi lahko imeli, pa da malo bolj še... Ni težko, sam reči, da je dijakom odpade pol Sam slakovce se je treba. Kaj je upravičilo, da vam poljubam napiši? Ja, to so pobožne želje, to so lahko samo študentski servisi, pomočne kakšne take akcije. Ja, pohiteti predno vedejo malo delo, ne? Ja. No, se tudi v Mariboru ta prostor je na voljo, če ima kdo kakve ideje, želje kaj delati. Ja, to je prvi slučaj. Bolj žalostno. Dobro, začetek je bil. Res je, šast. Bolj kot, ne vem, najpomembnejša je vsebina, da se nabere neka osnova, ne? Tako da, glede na to, da je že bilo 8 številk Skotčana, pa 8 minijev, mislim, da je to kar vredno respekta. Mogoče, ne ima se kakšen, kaj je naš pristop razlikoval pri pisanju, poleg oblikovalskih. Jaz nisem nič nekega lepisnega. Skratka. Ja, še povejmo, kaj planiramo za to. Ali je to? Okej. Ja, lahko bi kakšen tako povedal, kakšen projekt za naprej, ne? Mi imamo enega pripravi in sicer mi imamo enega pripravi, ne vem, koliko ljudi tukaj pozna Toho? Čistko, vse vam ne sanja. No, okej, ene par, ne? Aha, okej, tudi. Okej, super. No, nekako mislimo, na Toho je taka vrsta streljači, kako bi rekel, tako, da se nekako izmikaš tem projektilom in tako naprej, ampak okoli tega se je spletla ena taka res ogromna japonska skupnost in ustvarjalcev in ljubiteljev. Okoli tega bi mi radi en projekt izvedli s tem, da bi radi več različnih skupin povabila, ne, se pravi, in od ljubiteljev animejev, ki so naredili tudi en anime na Toho, potem, se pravi, igričarjev, pretepaških in streljaških, kakorkoli že, raznih risarjev in podobnih, ki bi radi eno tekmovanje ustvarjali v risanju teh Yonkoma stripah. Pa kaj še? Cosplayerja, ja. Muska. Ja, ljubitelje muske, japonske in splošno. Radi bi tako več ciljnih skupin povabili na ta dogodek, ki ga nekako planiramo za jesen. Ne vemo še nič zaenkrat, ampak je pa tako nekak interes, da bi s tem dogodkom nekak in pokazali nekaj novega ljubiteljem, pa mogoče spravili več različnih ciljnih skupin na en kupa, ne. Zdaj, kakšen bo interes, še ne vemo, ampak mislim, da bi bil lahko projekt uspešen, no. Je pa tako nekaj zelo usmerjenega, ne. To je edini naš strah, da bi ga mogoče potem samo ime, mogoče ali pa karkoli preprašili. Ampak skratka, mi smo v tej smeri delati neki en dogodek in jaz upam, da se bo čim več udeležil, no. Bo pa verjetno v Ljubljani. No, zanimivo, mene bi zanimivo. Tudi nekaj predavanja bi radi izvedeli, pa
Tako, skratka, pa en muzejček teh toholiko, ki jih je tako čez 50 in to bomo še vse pokazali, pa promocijo bomo poskušali narediti dosti redno. Bomo videli malo splošno, kako se bo še to odvilo, ampak zaenkrat je to planilo. Samo polnjenje najboljši slovenski gamer je bila pokvaril, pa jih izvadil provo. Ja. Na najbolj zajega nivoj sem zelo. Ja, res je. Bo še bil kakšen drug projekt? Čibiri? Kakve velike plane si mišljala? Končati 10 projektov. Ja, vse se tako stopnjuje, ne? Vsako leto je bilo, prvo leto je bilo, en projekt je zunaj, yes. Naslednjič je bilo že tako isto, 2 v enem mesecu, pa spet pauza. Eno leto. Ja, jaz zdaj čakam svoj laptop, ne, tako da upam, da bo potem malo več, kaj? Jaz imam predvsem zaenkrat samo upanje, ker več že ne moram govoriti, ampak to, da bi v eno aktivno fazo prišli brez teh pauz, prav da bi nekaj ven izdali v eni določeni frekvenci, pa zdaj to tudi, če recimo enkrat na pol leta, tudi če enkrat na let, da je, ne? Da je nekaj konstantno. Ja, da je nekaj konstantno, ker se mi zdi, da v bistvu, če se ne spravi tega do te stopnje, da je bolj sploh brez veze, da se tudi stran drži in se še kaj sploh govori o tem. Na prihodnost samega Čibiri pa je trenutno v prihodnosti. Če bi lahko kako kratko manjko šola Sločan v Štulu. Najkrajša manga je Hard Yaoi. Nažalost. Sorry, bil je zelo smešen. Problem je ravno v tem, ne, ker so te mange skeni in to je kao ilegalno, ne. Zdaj, te zadeve, kaj mi delamo, tako nikoli v Sloveniji ne bo recenzirano, ker nas je premalo, ki bi to dejansko kupili in vse ni tako nedolžno kot Princesa Ai, ne? Tako da možnost je. Ja, Princesa Ai je kar nekaj. Sploh ne vem, zakaj so si glih to mango izbrali, ne. Dobra oblike boljša. Mislim, da so v bistvu založba učila to izdala. Mislim, da so oni kontaktirali pač Tokyo Pop, ameriška izdatelja in v bistvu Princesa Ai je bila njihov izdelek, ne, od njihovega predsednika, on je dejansko bil tisti, ki je risal. Ne, on je si izmislil, še z nekom si izmislil zgodbo, ko so pa ene Japonko zbrali, da bo narisala. No, in so valjda promovirali svoj izdelek, ne? Ne, sem slišala tako, da so menda hoteli prav Japonce kontaktirati, pa imeti biznis z njimi, ne sam, ker na Japonskem to nalaupa tako na easy, ker rabaš ti izmenjati kartice in jih malo povabiti na večerjo in podobne zadeve, ne? Ne, ampak je, mislim, je bila izdana v japonski reviji in v glavnem je glih to problem in imajo tudi japonsko izdajo mange. In glih to je problem, da v bistvu zdaj vprašanje, za katero ciljno skupino je bila ta manga napisana, ali je bila to za Japonce, ali je bila za, ne vem, Američane ali kakorkoli že Severnoameričane. V vsakem primeru zgodba ima feeling, da ni napisal je Japonec. Dosti preveč teksta, ful je čudna zgodba. Jaz bi rekla, da so to, kar je v prvo zvezah, da je še nekako lahko. Tam se je, kdorkoli je že v ta zgodbo ostal, da se je nekako potrudil, ampak kar je bilo narejeno v drugem in tretjem zvezku, je totalno polom. Ja, jaz sem prvi zvezek prebrala, druga dva sem samo preletela. Kaj nisem mogla več več in tak ni bilo. Mogoče bi bilo zanimivo, če malo povem, kako so na Hrvaškem. Hrvati izdajajo cel kup mang v hrvaščini. Lani sem poslušal, kako je prišlo do tega. Oni imajo eno večjo založbo, ki izdaja bolj take specifične zadeve, znanstveno fantastiko, fantasy in bolj take stvari. In so se odločili, da bi poskusili z mangami. Našli so si enega
pol Hrvata, pol Japonca, ki je živel na Hrvaškem in so ga poprašali, če bi on prevajal, je rekel, da bi ga zanimalo in so se pol direktno pogovarjali z Japonci in to so bili v bistvu težka pogajanja, ker ko so Hrvati povedali Japoncem, kak veliki trg, koliko dejansko bi izdali teh mank, se jim je zdela Japoncem naklada ful preniska in so zelo težko jih nagovorili Hrvati, da bi jim sploh prodali pravice za njihov trg. In v bistvu problem je tudi to, da Japonci tudi kasirajo za razni promocijski material, kar naprimer ameriške založbe ne bi zaračunavali. Naprimer, vsaki poster, vsako promocijsko sliko so mogli posebej plačevati Hrvati. To je normalno. Jaz sem pred leti, ko se je v bistvu v Vale Novaku šele začel s tem kupovanjem mank pri njih, sem jaz malo več govorila z njimi in takrat je bila še na židovski trgovina in sem govorila s prodajalcem notor, ker je poznal mank in je rekel, da se tudi zanima za te zadeve in da bi z veseljem videl manj v slovenščini. Je rekel, da so nekaj sicer govorili, pač so se zanimali za to, da bi manj izdajali tudi pri nas, ampak da je ravno ta problem, da je naklada premehna, da so hoteli imeti najmanj 10,000 naklade, kakor jaz vem, in so se Vale Novak, v bistvu vsaj tisto, kar sem jaz informacijo dobila, so študirali, če bi lahko pač s Hrvati skupaj en trg, kar ustvarjali, kar se tiče teh mank, in v bistvu to, kar si ti povedal, mogoče pa ta prihodnost. Če bi se, ne vem, če bi se kera slovenska založba pač projektno v okviru nekega projekta poskusila sodelovati s Hrvaško. Pa glede na to, da če to Hrvatom, kar imajo zdaj ustreza, res tudi ne vidim problem. Mislim, res tudi ne vidim, zakaj bi potem imelo to partnerstvo kakšnokoli boniteta za njih. Se mi zdi malo nerealno zdaj pričakovati, karkoli. Mislim, vse to ipak, ampak. Če bi prišli v stik z njimi, se mi zdi tako malo. Ja, ampak veš, poskusiti je treba, ne? Ne, tale založba, ki jo daje Hrvaška algoritam, je dostopna in po moje, če bi kera naša dostopila do njih, bi mogoče si dal kaj. Mene v bistvu bolj zanima, koliko je zanimanja v Sloveniji, tako da bi se tukaj kupali, ne? Ker recimo, zdaj jaz sem prej številke z damo, da meni se bo sprašvala, predvsem zaradi tega, ker ne kakšne so naše številke. In če bi se približno toliko izvodov kupali pri nas, ne, pa če so vsem, če se pozabi to delo, ne. Ker jaz ponovač sem srečna, če pridem v vodecimalne številke, ne. Ti pa kam nalagaš to? Ja, na naši strani imamo Darek Damo, nimamo na torrentih zatev, ker ne moram se jaz prvošati sidanja niti ona, ker nimamo take povezave. Če bi zdaj res rada to razširila, mi imamo Seedboxo, pa lahko tam nalagate, to vem, da malo prostora zavzame. Ja, jaz sem velik egoist in hočem zadevo imeti pod svojo kontrolo. Ne, sej v naši skupini ima vsak enako kontrolo, nima noben neke večje, manjše, ne. Seedbox je tudi pač za vse in zdaj bistvo tega je, da razširimo animejsko in mangelsko kulturo. Važen je tisto. Bistvo. Mislim, ni treba, da je nekdo zgoraj in nekdo spodaj, se gre vsem za isti cilj. Ne, sej ja, drugače v Seedboxu sem že razmišljala, ne, sam je pač... Sej mi imamo več kot 8 za tiste. Mislim, da ni to važen, ali je Seedbox ali ne, važno je, da je ta distribucijski kanal, kako bi temu rekli, da je dostopen na veliko ljudi. To je prednost recimo trackerjev ali Partis in podobni, da imajo eno občinstvo. Izven tega praktično nimamo enih, poleg televizije in raznih takih tiskanih medijev, praktično ni tazga kanala, kjer bi lahko dosegali eno skupino ljudi, ko obiskuje eno stran, na katero hodijo ljudje, se pravi, ki se ne zanimajo samo za mange, se zanimajo samo za anime in tako naprej.
Jaz bom samo tako rekla, da pač promocija je premehna, ne, ker zanimanja je dosti. Jaz sem se pač pred pol leta manj celo pogovarjala malo več v zvezi z japonsko glasbo, ne sam visual hate, slučajno koga to most koliko mene. In dejansko eno to dosti se dogaja pri nas, mislim, marsikatera skupina pride k nam, ne, ampak a kdo slučajno ve, da ne vem, recimo Sugizo pri nas bil, pa da so Mono bili pri nas in podobnim imena, ne, mislim, to sploh, ja. Eno je to, da recimo, res je tudi določene imena, da jih morate to ne pozna pri nas, ne, ampak drugo je pa to, da noben sploh ne ve, da so bili pri nas, ne. Kdo pa organizira to? Ja, to so javno, mislim, kaj je bila Ljudmila, ena od tistih, ki jih ima na njihovi, mislim, v Ljubljani vse posod, prekolico in v Kinošiški in podobno. Je zadeva sicer, ko bi se dali ful reklamo, ampak je pa treba nekaj tudi, da se to gre za web marketing. No, dejstvo je, da dogaja se to tako je drugače, samo večina ne ve, da se to sploh dogaja. Če bi to bolj povezano delali, da bi mi tule si sodelovali prek Twitterja, preko socialnih mrež, se da to ful razširiti. Ja. Samo za tiste treba pač vzeti si tisto uro cajta na dan, pa pisati. Ja, če nisi pripravljen dejansko iskati zadev, pa ne boš vedel, da obstajajo. Samo je... Ali pa pripravljen jih. Skeleti je, ne vem, če sem ti sploh omenil, ampak jaz v Sločane po novem objavljam tudi fan sabe. Dobesedno, kateri projekti so nastajali v tem času, kako izgleda in kje se jih dobi. Zdaj, da vidke bo to pač nekaj bolj nazor, ampak tam mislim, da tiste številki ne vidim dobro tudi več. Sem objavil pač, kateri projekti so bili predstavljeni, ki se jih dobi. Zdaj, meni problema, ne vem, mange, napišete en članek, kaj ste, kaj delate, kje se nahajate, kje mange imate prevedene, čim se grejo mange in jaz tam tudi bi objavil s problema. Mene boli tudi, če mi kar sem začel pati, ko imate pa to noter, ej, mi smo fenoska. Treba celega chapterja objaviti, to je samo opis, če je nekaj, to je itak samo informacije, za tisto, ki itak ne morejo naš, ne. Torej bi morali nas, kot nas, tudi če ti lik noter naš objaviš, ti ne morejo nač, ne. Evo, brez problema te so revijo noter objavili. Tak lahko sem izrežejo. Kaj? Tak lahko najhujši primer sem izrežejo. Cenzurirati, črni tam. Ja, ne, pa se za samo informacijo ti ne morejo nač. Plus te, kar se tiče informacij. Mene je ful interes, da na svojani mail objavljam informacije, kaj se dogaja na sceni, poleg kaj novih animejo pride. Ne vem, je bil en koncert tistih bobnerjev japonskih, objavljam preko Facebooka, objavljam preko Twitterja, mislim, kanale, ki jih poznam, gre vse čestno. Tako da, če imate kakšne informacije, kakšna skupina nastopa japonska, ne vem, ali kitajska že ne vem. Ne, jaz bi ti kaj naprej postala, tako sem jaz pomato vzem en teden po tistem, ko je že vsem nejem. Ja, vse tudi informacije zvedi, ko pogledam, kako to bilo po prejšnjem teden tam noter. Razen pač čisto, kar je preko Filofaxa, ko nam pošiljajo v inbox, ne tisto. Tudi tisto sem zdaj dobil za razpis za brezplačnico traj. Tako srečo sem imel, da sem prišel njih na dan, takaj odprl stran po nekaj času, odprl pa razpis za brezplačni tečaj v teh dneh. Kaj je bilo za kjer tečaj to? Japonščine. Jaz se zdaj tudi od 5. do... Se to je to, ne? Imeli so samo na svoji strani objavljeno, pa brez linka, da tako kaj bom lahko povezal. Ja, ne, ponovati je na unem forumu, no, tako v bistvu moraš biti prijavljen naš študent, v bistvu študent, možda postem, da ti sploh kaj pošljajo. Bolj kot ne. Še ena stvar je, en trije ljudje, kako že so se skupaj spravili in prav ustanovili društvo Toho, ki nima nobene veze s tem, kar jaz mislim narediti, ampak skratka, to društvo se pa zavzema za promocijo japonske kulture in nasplošno. Je nekak naslednik tistega japonološkega društva Sakura, če se kdo spomne. Skratka, zdaj so organizirali tako že dvakrat prevoz na koncert
recimo japonskega benda ali karkoli že, ti so se večinoma, mislim, ti so se odvijali v tujini, no, tako da to je še ena ta, še en delček fenomena, tako bom rekel. Ja, samo takšne informacije, v bistvu, kot posameznik, če se ne iščeš, tega ne boš našel nikjer, ne. Mislim, nekateri smo taki, da če kako tako zadevo slišimo, sporočimo, če vemo na forum kaki, na naš mailing listo, če smo že, ne. Pa upa, da se bo to spravo, ne, pa gremo tisto gledati, ne. Motivacije, ne. Veš kaj, glede na število ljudi, ki je... Moš imeti srečo, da dejansko sam vidiš kako tako zadevo, ne. Če nisi tak blazno v to. Ja, te so drugače večinoma na Facebooku, tako da zaenkrat še ni strani, Da, če smo že v teh zamujenih priložnosti, je bilo ta teden, da se bil v ponedeljek, ne? Ja, v ponedeljek, ja. Je bilo v Mariboru v sklopu predstavitev kultur, bila tudi Azija. In se je v štupu dogajalo pač od karaoke, Dance Revolution, svega ne svašta. Ja, čajni obred, to smo mi dobili na vtorek. Ja, Lizek, prednost, vtorek. No, jaz sem danes videla, da je bila spet predstava Veter v vejah gorov, kar je v bistvu interpretacija No igre. Kar je bila tudi v Mariborskem gledališču lansko leto, letos celo. No, ampak to sem videla danes, da je bilo, mislim, da tudi vtorek, ponedeljek, ne. Samo če gledaš to, ko je bilo lani na let, ne, v Pulgovsko, To sem pa jaz to informacijo dobila na njihovi strani. Ja, sej. Slovenija. Dejansko mislim, da je bilo pol kao na netu, mislim, da dejansko na počajnoj strani, ki je bil kao pul o tem, ne, koliko folka je kao vedno za to. In je prišlo ven, da je bilo dejansko 1/15 folka, ki je bilo tam, so dejansko vedeli za to. Drugi, ko so kao poslušali, to pa so mimo prišli, slišali, ko so poslušali, ne. Da gledaš, promocija je bila splošno slaba, ja, ne. Začal gledati polno reklamo, za lento da vidiš Goku, da manj nic. Ja, jaz sem prišla pravi program, lento pa gledala, do so pa tista japonska. Ja. Dobro, še mogoče, da počasi zaključimo uradni del, pol pa druženje splošno. Mogoče Špela, še ti poveš, tvoja seminarska se bo nadaljevala v diplomo? Ja, razmišljam. Imaš že diploma, bo naslednji let. Novoletka mogoče ne bo? Novoletka bo, to ni debati v tem, rada bi pa, če imam kakšno idejo, zamisel, če bi ful rad sodeloval pri temu, vem, da je v Ljubljani in to sem ful zato, da bi razmišljala sem, da bi se novoletko mogoče vsak let naredilo v kakšnem drugem mestu, tako recimo v Mariboru kdaj, pa v Celju, pa tukaj nekaj takega. Mislim, da je bilo malo dobro v Mariboru še pogoj, tam bilo je nekaj. Ker pač to bi bila dobra ideja, da se odrgam pripelje, ker če prije vsak let samo na enem mestu, samo eno skupino doseže ljudi, ne. Ja, samo tega... Brez se prejte, imamo nov NC. Jaz lahko kaj preporočam. Prosim, opište pot, ko pride do tja. Še 2 ure prejti, ja, pa smo 2 ure iskali, pa smo na srečo enega najti. Se pregled je bil na internetni strani. Ja, mislim se. Sam problem bil jaz. Ja, nam je Joža prav, kako tja prid, pa smo se štikali. Pa sam, ja. Ja, ja, smo nekaj že danes, ne? Jaz sem še en predlog. Da je Buharovo pa DDR ne dati skupaj. Ker če ti plešeš, ne, pa ti on tam poje, pa nočeš, ne slišiš ritma, tisti puščic, ne, pač malo zamešaš, pa žeš po ovim dencaš, po drugih muziki, pa ideš pač... Ampak kombiniraš, poješ? Ja, Skaj še na konec, tega se gledaš morca, ni kar ne, ampak na Japonskem imajo vun nekaj takega. Da poješ, pa priziš? Ja, ne. Svaka je čast. Tak ti mikrofon vun gleda, ne, si gleda. Prav vun, evo, bi si je tako odlačno. Zašto mi to gleda, kaj je za me? Ok,
Jaz bi zdaj zaključil z uradnim delom, zahvalil bi se vsem, ki ste prišli poslušati in vsem, ki ste prišli kaj povedati. Meni osebno je bilo zelo zanimivo in sem zelo vesel, kak je bilo. Tako, hvala lepa, hvala gostom. Tako, tam so sokovi, smoky in chips, postredno. Ali